Hrvaška vlada je na Twitterju objavila, da sta hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić in državni sekretar v kabinetu predsednika slovenske vlade Tone Kajzer parafirala memorandum o soglasju med vladama Slovenije in Hrvaške o prenesenih deviznih vlogah Ljubljanske banke. Hrvaška vlada je na svoji spletni strani objavila besedilo parafiranega memoranduma. Vprašanje Ljubljanske banke se bo reševalo v okviru nasledstvenega sporazuma. Hrvaška stran bo, kot je zapisano v memorandumu, zagotovila zaustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami sprožili Hrvaška Zagrebška banka in Privredna banka Zagreb. Slovenija pa bo v državnem zboru nemudoma začela z ratifikacijo hrvaške pristopne pogodbe k Evropski uniji in jo v najkrajšem možnem času tudi potrdila. 4 najverjetnejše koalicijske partnerice, Pozitivna Slovenija, Socialni demokrati, Državljanska lista in Desus, naj bi, potem ko so v sredo že uskladile osnutek koalicijske pogodbe, danes nadaljevale pogajanja o novi sestavi vlade. Dokončno naj bi moralo doreči še razdelitev ministrskih mest, do petka je pričakovati tudi parafiranje koalicijske pogodbe. Z dogovorom se namreč mudi, saj bodo konec tega in v začetku prihodnjega tedna o koalicijski pogodbi odločili organi vseh 4 strank. V stranki SD bodo to storili v soboto, v Desusu in Državljanski listi v torek, v Pozitivni Sloveniji pa predvidoma sredi prihodnjega tedna. Poslanci so se na redni februarski seji seznanili s koncem zakonodajnega postopka spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in novele zakona o Slovenskem državnem holdingu. Obravnavali pa bodo novelo zakona o zaščiti živali. Opravili bodo tudi glasovanje sredinega dela seje. Nadzorni svet Nove kreditne banke Maribor se na današnji seji seznanja z rezultati forenzične revizije, ki jo je opravila revizijska hiša PricewaterhouseCoopers. Po njej bo tudi znano, ali in kako bo aktualna uprava zaradi morebitnih škodljivih poslov ukrepala proti svojim predhodnikom. Revizija je pregledala tudi številne posle nekdanje uprave, ki jo je vodil Matjaž Kovačič. Med drugim gre za nekatere nepremičninske projekte na Hrvaškem, v katere je bila vključena njihova hčerinska družba KBM Projekt Zagreb. Delavci cestnega podjetja Ljubljana so prejeli odpovedi delovnega razmerja. Zaposlenih je bilo 264 delavcev, od katerih pa jih bo okoli 40 delo začasno obdržalo. Podjetje je od 26. februarja v stečaju, ki so ga zaradi neizplačenih plač zahtevali delavci. Upniki lahko terjatve prijavijo do vključno 27. maja. Lastnik sistema CPL Ranko Mimović je sicer napovedal vložitev pritožbe zoper sklep o začetku stečajnega postopka. Nogometaši Maribora so kljub porazu v Ljudskem vrtu 4. polfinalist slovenskega pokala. Na včerajšnji tekmi v Mariboru je sicer z 0:1 zmago slavila Olimpija, ker pa so Mariborčani na prvi tekmi v Stožicah zmagali z 1:3, je v polfinale napredoval Maribor. Žreb polfinalnih parov, kjer so poleg Maribora še ekipe Triglava, Aluminija in Celja, bo jutri v Ljubljani. Jutri bo pretežno oblačno, padavine bodo čez dan oslabele in popoldne tudi po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo. Padavin bo več na zahodu Slovenije. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Na mariborskem redarstvu obljubljajo, kazni za nazaj ne bomo pošiljali. Mariborski klinični center ima večmilijonsko izgubo. Otroci parlamentarci razmišljajo o odraščanju. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.